Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v novi oddaji iz našega studija, kjer tokrat gostimo župana občine Puconci, Uroša Kamenška. Lepo pozdravljeni. Lep dober dan. Zdaj, za začetek mogoče, da povemo, skoraj leto dni je, ko ste dobili svoj mandat kot župan občine Puconci. Kaj se je zgodilo vse v tem času? Ste si predstavljali, da bo tako ali da bo drugače? Ja, zanimivo vprašanje, ne? Jaz odkrito povem, na funkcijo župana te ne more noben pripraviti, ne? Jaz se še dobro spomnim, v času kampanje je bilo dostikrat vprašanje, če ste pripravljeni, če veste, v kaj se spuščate. Seveda smo suvereno odgovarjali, ja, vemo, smo pripravljeni, ampak ne. Tudi če bi obstajala neka srednja šola ali pa študij za župane, ne, županovanje je res en tak dinamičen, ne bom rekel poklic, ampak dinamično poslanstvo, ki traja 24 ur na dan, 7 dni v tednu in ja, ni mi žal, z veseljem opravljam to delo in zdaj, če pogledamo nazaj do decembra, lahko ugotovimo, da smo kar nekaj tega dosegli v občini Puconci. Prijavili smo kar precej projektov, na določenih smo bili uspešni, na določenih žal ne, ampak so vse to živi projekti, kateri so z manjšimi modifikacijami potem pripravljeni na nove razpise, na nove prijave. Tako da vse te stvari ostajajo, vsi ti projekti ostajajo aktualni. Precej časa smo se ukvarjali tudi z dvema največjima projektoma, ki sta pred nami, torej gradnja 6-oddelčnega vrtca in pa gradnja prve faze kanalizacijskega omrežja v naselju Vaneča. Zakaj smo porabili toliko časa, energije? Predvsem zato, ker so vrednosti, ki so bile prijavljene na razpisih strani izvajalcev, močno presegale, ne bom rekel naših zmožnosti, ampak so močno presegale projektantske vrednosti in pa naša pričakovanja. Tako da nekako s ponavljanjem teh razpisov smo prišli do neke številke, s katero smo recimo temu zadovoljni in tako da je pred vrati, se pravi, podpis pogodbe oziroma izdaja sklepov o izbiri izvajalcev, tako na projektu gradnja vrtca, kot tudi na projektu izgradnja kanalizacije v naselju Vaneča. Je pa bilo kar nekaj takšnih manjših projektov, vezanih na razvoj javne infrastrukture, tako v romskih naseljih, kot tudi preplastitve oziroma rekonstrukcije lokalnih cest, javnih poti. Vendar pa žal, precej projektov je pa ostalo nerealiziranih. Občina Puconci se žal ni mogla izogniti oziroma ni bila imuna na vso to vremensko dogajanje v letošnjem letu, ki je za nami, torej tisti 25. julij, močna nevihta, vetrolom, dejansko polovica občine je bila hudo prizadeta, podrta drevesa, celotne strehe je odnašalo, odkrivalo strehe po domovih. Samo za občutek gledalkam in gledalcem, 25. julija letošnjega leta je bilo izvedenih oziroma upravljenih več intervencij naših prostovoljnih gasilskih društev, kot je bilo to v celotnem prejšnjem mandatnem obdobju. Torej govorimo, prejšnje mandatno obdobje nekje slabih 90 intervencij v 4 letih. Samo na ta dan, samo na 25. julij je bilo upravljenih 155 intervencij naših prostovoljnih gasilskih društev, torej razsežnosti so bile velike. No in potem še žal tudi ta nesrečni začetek avgusta,
Sicer v občini Puconce nismo bili toliko prizadeti zaradi poplav, neka manjša razlivanja po kmetijskih zemljiščih so bila, bolj smo bili prizadeti, kar se tiče zemeljskih plazov. Torej 2/3 občine Puconci leži na Goričkem, gričevnatem delu. Kakorkoli eni to ne priznavajo, ampak geološka sestava Goričkega je takšna, da je predel Goričkega eden izmed najbolj rizičnih predelov v Sloveniji, kar se tiče zemeljskih plazov. In ja, utrpeli smo kar precej škode, torej lahko govorimo nekje o teh intervencijskih in pa nujno sanacijskih delih, torej 25. julij in pa potem začetek avgusta se ta številka približuje oziroma malce presega 1,5 milijona evrov. Torej, kar precej škode glede na to, da po prvem občutku se ni videlo, se ni kazalo. Kakorkoli pa v primerjavi recimo s tem, kar smo gledali po televiziji, Koroška, Zgornja Savinjska in tako naprej, pa lahko mirne duše rečemo, da smo imeli majhne stroške. No, jaz sem to tudi kar se tiče Koroške in pa Zgornje Savinjske, nekako na lastne oči. Jaz sem bil eden izmed udeležencev takrat 3. kontingenta pomurskih gasilcev, ki smo šli, operativnih gasilcev, ki smo šli pomagati Koroški. Mislim, da nas je bilo čez 500 gasilcev takrat. In tam sem dejansko na lastne oči videl te vse razsežnosti in ja, upam, da smo vsaj malce tisti dan tudi vsi gasilci, ki smo bili tam, pomagali pri čiščenju, pri sanaciji. No in to govorim zato, ker je kar nekaj teh projektov, tudi infrastrukturnih, pač na račun tega moralo zastati, malce počakati. Na tem mestu se res hvaležim občankam in pa občanom za razumevanje. Tudi projekti, ki so nekako bili že v preteklosti planirani, izvedba bi morala biti v letošnjem letu, so razumeli, zakaj pač to žal moramo še enkrat premestiti v naslednje leto. In res, iskrena hvala njim za razumevanje. No, super, tako da. S kratkimi besedami bi lahko rekli pestro leto. Res je, zelo pestro leto. Jaz sem dostikrat v šali tudi povedal, ne, da če ne bi bilo teh neurij pa tega, verjetno ne bi bilo take dinamike v našem delu, kot je sedaj. Ne moram reči, da bi nam bilo dolg čas, ampak sigurno ne je bilo tako dinamično, kot je sedaj. Ne. Res je. No, zdaj, omenjali ste projekte, pa zdaj med drugim ste se lotili tudi izdelave strategije razvoja podeželja in turizma v občini Puconci. Res je. Sicer s pripravo te strategije nadaljujemo. Dejansko pričeli so moji predhodniki, mi se zdaj bližamo koncu le tega. Dejstvo je, da imamo na področju Goričkega še ogromno možnosti za razvoj turizma, za razvoj podeželja, tudi kulinarike in pa domače obrti. Vendar je potrebno si nekako jasno začrtati poti. Pa spet na primeru, če povem, jaz dostikrat uporabljam to zdrava kmečka pamet, ne. Tudi v kmetijstvu je nekako vse načrtovano. Na eni njivi ni vse povprek posejano in vse ima svoj smisel, vse mora imeti svoj namen. Isto je pri razvoju turizma. In zaradi tega je toliko bolj pomembno, da s tem nekim krovnim dokumentom, ki vsebuje analizo, ki vsebuje trende, poskušamo nakazati pot, kam želimo priti. In jaz sem prepričan, da ta dokument nam bo ravno to pokazal. Kar je pa še pomembneje, vse kar se mojega vidika tiče, nekako postavljamo šablono za širše območje Goričkega. Torej, napačno je razmišljanje in pa sploh napačno delovanje v smeri, ko si postavljaš neke meje. Res je, občinske meje obstajajo, vendar ko govorimo o turizmu,
ko govorimo o razvoju celotnega širšega območja, mej ne sme biti. Gost pride na Goričko, njega ne zanima, kje je meja zdaj med občino Puconci in pa, ne vem, sosednjo občino Grad. Torej, dolgoročno je potrebno razmišljati o nekem akcijskem načrtu za področje celotnega Goričkega. Tako. In tukaj je tudi seveda pomembno sodelovanje z člani občinskega sveta. Pa če smo že mogoče načeli torej občinski svet, kako zadovoljni ste s sodelovanjem z člani občinskega sveta? Jaz ocenjujem, da je delo občinskega sveta in pa seveda sodelovanje župana z občinskim svetom dobro. Da je na zelo visokem nivoju. Vsekakor imamo še rezerve, da določene stvari izboljšamo, da določene stvari popravimo. Res je, da smo v letošnjem letu že izvedli 7 sej občinskega sveta. Res je, da je pred nami sta še minimalno 2 seji, če ne 3. In sicer kot rahla kritika lahko povem, da mogoče vmes pogrešam to, da se nam občinski svetniki malce bolj pripravijo tudi na seje. Res je, da je ogromno gradiva, ampak zelo pomembno je, da nekako po seji občinskega sveta informacije, ki prehajajo v javnost, da so te informacije pravilne. Želim povedati, če mi pripravimo in sprejmemo drugi rebalans proračuna, zato da zagotavljamo dodatna sredstva za gradnjo vrtca, ne sme nikakor priti potem v javnost izjava, da pa župan noče graditi vrtca. Torej, določene stvari vseeno se še lahko popravijo v našem sodelovanju, ampak kakorkoli gledano smo relativno dobro usklajeni, znamo se poslušati, znamo se upoštevati in to je najpomembneje. No, pa če smo ravno pri vrtcu, vemo, da pač pri teh večjih projektih, ki ne gre se z danes na jutri, pa seveda je marsikaj tudi odvisno od drugih dejavnikov, ne samo od aktivnosti občine ter župana. Verjetno je tudi podobno tukaj pri tem finančno enem najobsežnejšem projektu, torej pri vrtcu. V kateri fazi je trenutno torej vrtec? Kako daleč ste tukaj? Tako, saj že prej sem omenil, da smo precej časa in energije porabili za javna naročila. Želim povedati, po zaključku prvega javnega naročila je bila najnižje ponujena vrednost 4,8 milijona. Takrat sem jaz nastopil tudi z mandatom in sem pač ocenil, da je ta znesek enostavno previsok in da moramo poiskati znotraj samega projekta rezerve. To smo najprej s projektanti poskušali izvesti, našli neke rezerve, ki smo jih potem v samem projektu prilagodili. Sledil je drugi poziv, torej najnižja ponujena vrednost se ni kaj dosti spremenila, potem pa so se spremenile tudi razmere na trgu. In torej zdaj lahko rečemo, da bo nekako vrednost tega vrtca slabih 3,7 milijona evrov oziroma 3,6 milijona evrov. Torej vidimo, da smo od prvega razpisa pa do tega tretjega razpisa nekako našli rezervo v višini 1,2 milijona evrov. Torej lahko rečemo, da smo bili pri tem uspešni. Kaj pa vse to pomeni za sredstva države, ki so bila že potrjena? Torej, to znaša zdaj že skoraj 1,2 milijona evrov. Ja, res je. Dejansko prejšnje vodstvo, za kar sem jim zelo hvaležen, torej županu, svojo ekipo in podžupanoma, so bili uspešni na razpisu Ministrstva za izobraževanje. Torej, občina Puconci ima zagotovljenih slabih 1,2 milijona, če smo natančnejši, 1 170 000 evrov nepovratnih sredstev strani države. Ostala razlika do polne cene je pa potem torej finančni vložek občine. Zavedamo se, brez zadolževanja žal ne bo šlo.
Torej, občina se je pripravljena zadolžiti. Trenutno so tudi relativno ugodni krediti, kar se tiče javnega sektorja oziroma lokalne samouprave. Tako da ja, lastna sredstva bomo zagotavljali z zadolževanjem. Je pa res, da je tudi v preteklosti občina nekako pravilno načrtovala in pa tempirala zadolževanja. Torej, občina Puconci je relativno nizko zadolžena. Če govorimo o tem trenutku, imamo cirka 1,7 milijona evrov še odprtih obveznosti finančnih, kar je, lahko ocenimo in povemo, dobra finančna kondicija občine. Ja, res je. Zdaj tudi v domu starejših je bilo v preteklosti že nekaj govora. V načrtu razvojnih programov občine Puconci je po načrtu, se pravi, da naj bi bilo to po letu 2025. Res je. Občina Puconci ima enega izmed projektov, ki so ready to go. Tudi projekt gradnje, torej doma starejših, institucionalno varstvo v Puconcih. V začetku mojega mandata so še potekali pogovori o gradnji le-tega, vendar pa žal nekako projektantska vrednost celotnega projekta presega 13 milijonov evrov. Državnih sredstev trenutno ni na vidiku. Kljub temu, da je bil letos objavljen v začetku leta tudi razpis za gradnjo domov za starejše, vendar nekako nismo spadli noto v te okvirje razpisa. Torej, razpis je bilo načrtovano, če se ne motim, maksimalno 20 enot. Naš dom je pa načrtovan za 68 enot. Torej, ta projekt je trenutno v predalu in pa čaka, vkolikor bodo ugodne razmere in pa tudi državni razpisi, da ga potegnemo iz predala in da gremo v izgradnjo. Bomo pa vsekakor na področju starejših ne bomo čakali gradnje tega doma, ampak bomo že prej tudi nekako, če smem tako imenovati, pristopili k projektu tako imenovanega vrtca za starejše. Za ta namen, torej, ko bo zgrajen nov vrtec, 6-oddelčni, bomo na mesto, kjer je trenutno vrtec v Puconcih, temu objektu, ki bo takrat prazen, dali ravno to vsebino. Zdaj, kaj so pa po vašem mnenju ključne spremembe, ki ste jih v bistvu z rebalansom določili za proračun občine Puconci? Ja. Glavna sprememba je vrtec. Torej, potrebno je bilo zagotoviti dodatna sredstva v višini slabih 400,000 evrov za gradnjo vrtca. Torej, to smo zagotovili. Potem je bilo potrebnih še kar precej teh popravkov proračuna, predvsem na račun dviga stroškov, tako energentov kot socialnih transferov. Nenazadnje tudi šolski prevozi. Žal vidimo, da se energenti in pa gorivo zelo dražijo. Temu primeren je potem tudi dvig vseh teh storitev. Žal pa je res, da vkolikor se bo ta dinamika, ta trend dviga cen nadaljeval, bo nujno potrebno, da bomo tudi potem z vlado vse občine uskladile povprečnino, kajti vseh zakonsko določenih obvez občine s trenutno povprečnino, ki znaša 700 evrov, občine tega ne bomo zmogle več. Zagotovo. Pa že smo prej nekaj, se pravi, omenjali o poplavah v občini Puconci, pa zdaj ste nekaj tudi glede stroškov, glede vlade omenjali. Pa nas zanima, da res je, da precej se od predstavnikov vlade sliši, da je potrebno varčevati zaradi sanacije poplav. Zdaj, kako bi morebitno to krčenje teh sredstev vplivalo na občino Puconci? Zdaj nekako načrtovano je, da se sredstva naj ne bi krčila.
Torej, predlog državnega proračuna je, da ta povprečnina ostane na nivoju, kot je sedaj, 700 evrov. Bolje potem na drugi strani 15. člen zakona o občinah, torej o lokalni samoupravi, določa tudi višino investicijskih sredstev, katere občine prejemamo strani države. Torej, ta sredstva se imenujejo sredstva za uravnotežen razvoj občin. Zadnji 2 leti je bil ta procent 8%, sedaj ga vlada niža na 6%, oziroma tako, kot je bilo v predcovidnem času. No, na tej postavki nekako občina Puconci izgublja slabih 220 tisoč evrov. Žal razvojnega denarja, ampak jaz sem vedno realist in to pravim zato, ker, kot že prej rečeno, sem bil tudi kot gasilec na Koroškem in sem to v živo videl. Res je, prioriteta je, da sedaj moramo pomagati Koroški, Zgornje Savinjski, vsem ljudem, ki so bili tam hudo prizadeti, tudi gospodarstvo. Treba je urediti zadeve do te mere, da se ljudje lahko postavijo na noge nazaj, zagotoviti bivanjske pogoje in tako naprej. Vendar pa cel čas pa je potrebno imeti v mislih, da na račun te sanacije ostale občine po Sloveniji ne smejo izgubljati. Izgubljati v smislu te investicijske kondicije, sredstev za razvoj občin, ker kakorkoli občine, lokalne skupnosti smo podaljšana roka države, podaljšana roka vlade in nikakor nismo sovražniki vlade. Torej, to miselnost je potrebno nekako uveljaviti in sodelovati z vlado pri teh izzivih in upati seveda na njihovo razumevanje. Res je. Veliko je potem seveda lažje delati, ampak da se zopet malo vrnemo, nekaj smo že o preplastitvah pa o gradnji kanalizacije govorili, torej da malo ponovimo, torej na katerih koncih se trenutno najbolj gradi? Ja, trenutno smo v fazi asfaltiranja 2 cest v romskem naselju Vadarci. Istočasno potem poteka tudi izgradnja javne razsvetljave. Nekako po testu z javno razsvetljavo solarnimi svetilkami v naselju Beznovci smo se odločili, da bomo v prihodnje se nekako bolj nagibali k gradnji tega načina javne razsvetljave. Potem določeni projekti so zaključeni v vasi Kuštanovci in pa v vasi Vaneča. Prav tako smo preplastili lokalno cesto mimo občinske zgradbe občine Puconci. Dejansko ta ulica je bila kar precej načeta zaradi rekonstrukcije vodovoda. Je pa še kar precej teh odsekov, ki bi bili, lahko rečemo, skoraj nujno potrebni sanacije. Vendar je pa sedaj pomembno, ker zdaj smo v času, ko intenzivno pripravljamo proračun za naslednje leto. In zdaj je pravi čas za načrtovanje aktivnosti in pa investicij za leto 2024. Torej, pogovori z vsemi vaškimi odbori, z občinskimi svetniki in pa tudi z občinsko upravo potekajo. Nekako prioritetne liste, če lahko tako imenujemo, se pripravljajo. Je pa to v naši občini nujno potrebno. Predvsem z tega razloga, občina Puconce je po površini druga največja občina v Prekmurju. Merimo 107 kvadratnih kilometrov, 23 naselij, kar pa je še bolj pomemben podatek, blizu 130 kilometrov lokalnih cest, torej občinskih cest, cirka 150 kilometrov javnih poti, gozdne ceste, nekategorizirane ceste, potem poljske ceste. Če to vse skupaj seštejemo, se približamo številki 500 kilometrov.
Torej, za lažjo predstavo, če potegnemo ravno črto, smo do Portoroža pa nazaj. Želim povedati, zelo razvejana, razgibana občina, ogromno cest in zato je pomembno, da pravilno načrtujemo. Zato je pomembno, da nekako prioritetne liste si postavljamo, da res ocenimo, kateri odseki so pa tisti, ki so nujno potrebni in potem to nekako rangiramo višje v letnem načrtu vzdrževanja in pa obnove cest. Tako. Zdaj, če smo že pri načrtovanjih, kako je pa kaj z aktivnostmi v okviru nadgradnje Pomurskega vodovoda? Gre sicer za regijski projekt, kjer je vključenih več občin, ampak kaj bo s projektom pridobila tukaj občina Puconci? Ja. Res je, nekako ta nadgradnja vodovoda sistema B se bliža koncu. Cilj je in pa tudi nekako dogovor, pogodbena obveza je, da bo projekt zaključen do 31.10. Zaenkrat tudi na terenu dela potekajo z dinamiko, ki kaže, da bo temu res tako. Zdaj, hvala Bogu, kolikor manj je bilo ugodno vreme v poletnih mesecih, nam zdaj dejansko ta jesen, ki nas res razvaja s svojim vremenom, omogoča to gradnjo, ki je relativno hitra. Torej, občina Puconci bo, kar je za nas najpomembneje, po zaključku tega projekta v celoti pokrita z javnim vodovodnim sistemom. Tudi v naselju Moščanci, kjer je bilo še cirka 50 gospodinjstev, ki do te nadgradnje niso imele možnosti priklopa na javno vodovodno omrežje, ima zdaj že priklope urejene. Potem pa transportne vode in pa sekundarne vode, katere je še potrebno zamenjati, bodo zamenjani predvsem vas Lemerje, Predanovci in pa Brezovci. Tako da ja, občina Puconci kar precej pridobi s tem, torej na eni strani zamenjava dotrajanih transportnih vodov, ki so bili v zadnjem času kar velikokrat v defektu, po drugi strani pa potem možnost priklopa vseh gospodinjstev na javno vodovodno omrežje. Zdaj, projekte pa torej načrte bomo zdaj malenkost lahko povemo, da pustili. Veliko vas čaka, ogromno torej bo še delala občina Puconci v prihodnjem letu, torej po vaših besedah. Zdaj pa recimo prvi dogodki ob 26. občinskem prazniku so za vami. Zdaj, kaj vse se je dogajalo recimo minuli vikend? Ja, res je. Mi smo v letošnjem letu za praznovanje oziroma v praznovanju 26. občinskega praznika malce spremenili, malce obogatili in pa predvsem razširili program praznovanja. In zakaj je temu tako? Preprosto smo izhajali in od tega ne odstopam, to je moje razmišljanje, moja teza, ki pravi, da občina ni od župana, občina ni od občinske uprave, ampak je občina od vseh občank in občanov. In ko praznuje občina, potem praznujejo tudi vse občanke in občani. Torej, praznovanje občinskega praznika je največji praznik, največji dogodek občine. In temu primerno smo potem tudi prilagodili celoten program. Torej, začeli smo, glede na to, da je občina Puconci res ena tako vzorna, ekumenska občina, kjer res v sožitju živi več cerkvenih skupnosti, več verskih skupnosti, smo v petek pripravili koncert, sicer že tradicionalni koncert, revijo cerkvenih pevskih zborov, ki se je odvijal v Pečarovcih v katoliški cerkvi svetega Sebastjana, torej po domače pri Sebeščane. Vrhunski dogodek, res za dušo in za telo, ko te taka pesem v sakralnem objektu res umirja. Nadaljevali smo v nedeljo, najprej s srečanjem gasilskih veteranov občine Puconci, kjer se je zbralo čez 130 gasilskih veteranov. Nadaljevali smo pa potem v nedeljo zvečer
z veselim večerom v občini Puconci. Torej, pripravili smo večer poln zabave in poln smeha. Predstavili sta se nam dve ljubiteljski gledališki dramski skupini, torej domače društvo iz Pečarovcev, njihova skupina Prefrigan iz Grebaše z svojo točko in pa zmagovalci letošnjega festivala Prefrigan iz Grebaš, torej veseli vandrovci iz kulturnega društva Lipa. No, kot gost večera se nam je pa potem pridružil in pa nas zabaval vsem nam dobro znani Tilen Artač. Torej, bilo je ogromno zabave, ogromno smeha in ura je kar hitro tekla naprej. Ponedeljek je bil namenjen mladim v občini Puconci. Torej, v sodelovanju z osnovno šolo smo pripravili celodnevno dogajanje, kjer so naše učenke in učenci spoznavali občino Puconci. Raziskovali kraje občine Puconci, na to temo potem pripravljali tudi plakate, pisali pesmi in če so se na eni strani učenci potrudili in pa res poznavali našo občino, smo potem občinska uprava na drugi strani jih obiskali v šoli, šli od razreda do razreda in se jim predstavili. Ker nekako splošen vtis je vedno, ja, občina je župan, res je, ampak občina je tudi občinska uprava, občina je tudi občinski svet, občina so tudi vsi organi znotraj občine, posvetovalni in drugi, ki na tak ali drugačen način delujejo znotraj občine. Moram povedati, da je bilo zelo pozitivno sprejeto tako med učiteljicami, učitelji kot samimi učenci in pa učenkami. Smo se spoznali, smo se družili, je tudi občinska uprava njim predstavila naše delo, kaj mi delamo, katera področja so tista, s katerimi se ukvarjamo in smo res preživeli en lep šolski dan skupaj. No, potem torek je pa namenjen našim najmlajšim, torej vrteškim otrokom, ko se bomo v popoldanskih urah družili vsi oddelki, tudi dislocirane enote vrtca, torej malce zabave, malce športnih iger, malce zabavnih iger, predstava za otroke. Sreda bo pa namenjena tistim, ki so dejansko do sedaj ustvarjali uspešne zgodbe v občini Puconci, ki so svojim aktivnim delom postavili občino Puconci v okvire, v katerih so sedaj in ki so dejansko svojim delom omogočili meni, občinski upravi, občinskemu svetu in pa tudi vsem, ki bodo še za nami prišli, da lahko še naprej v občini Puconci ustvarjajo. To so naši najstarejši, naši upokojenci. Znotraj občine Puconci delujejo 4 upokojenska društva in sreda popoldne bo namenjena njim, torej srečanje vseh 4 upokojenskih društev. Malce se bomo poveselili, malce se bomo tudi skozi take hudomušne, zabavne igre pomerili med sabo, vendar je pa bistvo je to, da se srečamo, da se sežemo v roke, da se pogovorimo, da se vidimo, da se podružimo. In se res iskreno me veseli, ker je to letos prvič tako srečanje, smo vseeno nekako za občutek prosili upokojensko društva, naj izberejo prijave, kdo nameni priti na to srečanje. No, in jaz sem bil zelo vesel, ko sem videl številko, dejansko cirka 350 upokojencev bo prišlo na druženje. Nadaljujemo potem v četrtek zvečer s premiernim predvajanjem filma Bratje o vojni. Torej v občini Puconci še nismo predvajali tega filma, kljub temu, da smo podprli pripravo oziroma snemanje tega. Se pravi, ta premiera, ta ogled filma bo v domu Števana Kuzmiča v Puconcih. In potem pridemo do petka, osrednje prireditve oziroma osrednjega dne praznovanja 26. občinskega praznika. Torej, občinski praznik, občina Puconci si je izbrala datum za svoj praznik 13. oktober.
to ni bilo naključno, ampak dejansko izbrano zaradi tega, ker je 13. oktobra 1781. leta bil izdan tolerančni patent, kateri je tistega časa dovolil takratnim protestantom gradnjo svojega sakralnega objekta, svoje cerkve. In zato je 13. oktober ta datum, katerega občina praznuje svoj praznik. No, torej, slavnostna seja se pričenja ob 14. uri. Pred slavnostno sejo ob 11. uri pa imamo najprej položitev venca ob spomeniku Števanu Kuzmiču v Strukovcih, torej našemu velikemu rojaku, katerim smo dejansko letošnje celotno leto namenili kot spomin na 300 let njegovega rojstva. V ta namen pripravili precej prireditev, tudi v začetku septembra je bil najbolj udarni potem Kuzmičev vikend. Torej, po položitvi venca ob 14. uri potem sledi slavnostna seja, na kateri bomo podelili priznanja, nagrade občine Puconci in pa veliko zahvalno listino. Zdaj, če me boste vprašali, kdo so prejemniki, bom povedal, ne vem, ampak resnica je, ne bomo še izdali teh imen. Pa vendar potem po slavnostni seji se bomo vsi skupaj preselili v vas Beznovci, kjer bomo nadaljevali s praznovanjem. Najprej bomo svojemu namenu predali obnovljen športni center v Beznovcih, ter tudi nekako simbolično izvedli otvoritev te solarne javne razsvetljave v Beznovcih. Seveda pa potem sledi zabava skupino Blue Planet in pa pogostitvijo gostov do, rečemo temu, poznih večernih oziroma poznih jutranjih ur, kakor bo kdo razpoložen. Soboto smo potem nekako pustili za, recimo temu, počitek in pa druženje tudi z delegacijami, ki prihajajo k nam iz tujine, torej naših pobratenih občin, iz sosednje Hrvaške, iz Srbije, iz Makedonije, potem tudi iz sosednje Madžarske. Tako da soboto se bomo malce podružili z njimi. Celotno dogajanje občinskega praznika bomo pa potem zaključili v nedeljo, 15. oktobra ob 12. uri. Se bo pričela osrednja prireditev Zveze kulturnih in turističnih društev občine Puconci, na kateri bo zveza podelila svoja priznanja, in pa na tem dogodku bo tudi podelitev priznanj trem najbolj urejenim in najlepše urejenim vasem v občini Puconci. Torej, tudi po tem dogodku sledi malce zabave in s to zabavo 15. oktobra bomo potem nekako zaključili s praznovanjem 26. občinskega praznika občine Puconci. No, kar zanimivo bo. Uroš Kamenšek, gospod župan občine Puconci, najlepša hvala za vse povedano za družbo, da ste se oglasili v našem studiu. Ja, hvala za vabilo, z veseljem bomo ponovili takšen pogovor. Bi pa vseeno izkoristil priložnost, drage gledalke, spoštovani gledalci, vljudno vabljeni v občino Puconci. Torej, občina Puconci praznuje, občina Puconci slavi. Bodite del tega slavja, pridružite se nam in se preprosto poveselite z nami. Tako. Mi pa se tudi, drage gledalke in cenjeni gledalci, od tukaj poslavljamo. Ostanite seveda še vedno v naši družbi tudi v nadaljevanju in lep pozdrav vam želimo do prihodnjič. Nasvidenje.